Kot vidite, tako kot v novinarskih vrstah, tako tudi v sejemskih vrstah prakticiramo medgeneracijsko sodelovanje. Tako da, tako med novinarji vidim stare znance, tako tu pa tam vidite tudi med sejemsko ekipo eno generacijo, tisto izpred 45 let in pa seveda to mlado generacijo. No, toliko za sprostitev. Spoštovane novinarke, novinarji, dame in gospodje, lep in prisrčen pozdrav in seveda dobrodošli na tiskovni konferenci, ki jo tokrat namenjamo predstavitvi 63. Agre ali daljšem naslavljanju Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma v Gornji Radgoni. Zdaj, letošnji sejem je torej 63. po vrsti. To je ena letnica, ki je primerljiva z letnico, za katero operiramo tudi pri letih, ki je povprečni letnik slovenskega kmeta, kar je sicer za nas je to zavidljiva starost, za slovensko kmetijstvo pa ravno ne moremo reči, da je to zavidljiva starost, kajti verjetno bi rajši imeli, da bi ta povprečna starost bila nižja. No, kakorkoli, letošnji sejem, 63. po vrsti, bo odprl svoja vrata 23. avgusta in seveda svečana otvoriteljica letošnjega sejma bo predsednica Republike, doktorica Nataša Pirc Musar, ki je tudi častna pokroviteljica sejma. Seveda pa ne bo manjkalo ob njej tudi ministrov, državnih sekretarjev in seveda drugih pomembnih gostov. Seveda veseli smo, da je letos država partner Srbija, za katero imamo seveda zelo dobre poslovne odnose oziroma gospodarsko sodelovanje, o tem mogoče malo kasneje. Seveda v pripravah na sam sejem moram reči, da seveda za tak sejem kot je Agra, ki je neke vrste zrcalna slika slovenskega kmetijstva in ponudbe za slovensko kmetijstvo in agroživilstvo, sodeluje ne samo ekipa Pomurskega sejma v celoti, ampak veliko zunanjih sodelavcev. Preko 200 strokovnih sodelavcev pripravlja različne vsebine, od strokovnih razstav do seveda veliko jih sodeluje v strokovnih ocenjevanjih kot seveda ocenjevalci, kot eksperti. Seveda še enkrat toliko ali še več jih pa za organizacijo potrebujemo v času sejma. Ali so to tehnično osebje, ki pripravljajo različne stojnice, priključke in seveda vratarje, čuvaje, redarje, čistilce in da tega vsega ne naštejem. Govorim zaradi tega, ker je ta sejem ni samo pomemben za sam Pomurski sejem, ampak je pomemben tudi za regijo, za občino, kajti od tega sejma imajo koristi tudi seveda gospodarske družbe in posamezniki, ne samo gostinci, ampak tudi številni servisi, ki se v času sejma in v pripravo vključijo v ta sejem. Sicer pa na letošnjem sejmu sodeluje 1710 razstavljavcev, ki prihajajo iz 36 držav in svoje izdelke in storitve predstavljajo na površini, ki je primerljiva z povprečjem površine slovenskega kmeta. Torej, mi govorimo danes o neki povprečni površini, ki jo obdeluje slovenska kmetija, okrog 7 oziroma nekaj čez 7 hektarjev in toliko je tudi površina
teh razstavnih delov in vzorčnih nasadov. Zdaj, podrobnosti o teh posameznih segmentih bosta povedala sicer moja sodelavca. Jaz bi samo rekel, da sejem Agra že vrsto let strukturiramo nekako v 5 segmentov. Najpomembnejši za nas je seveda segment komercialne razstave, ki v razstavnem delu predstavljajo nekako 2/3 razstavnega prostora. Tu je predvsem v ospredju predstavitev najsodobnejše kmetijske tehnike in vse do široke potrošnje, seveda tudi živilske in živilsko-predelovalne industrije. Drugi segment so strokovne razstave, kjer seveda največji delež zavzemajo vzorčni nasadi, od gozdno-parkovnega nasada do vrtov, in pa seveda strokovne razstave, ki so na različnih torej hlevskih površinah, to pomeni razstave živali, kjer lahko rečemo, da je pravzaprav to najzahtevnejša tudi razstava, kajti vedno trepetamo za temi pri teh razstavah glede bolezni, glede kakšnih epidemij, kakšnih posebnih predpisov, ki se vedno znova sprejemajo, glede ravnanja z živalmi, ampak tudi letos nam je uspelo pravzaprav razen prašičev pripeljati vse pač tradicionalne razstave tudi na ta sejem. Tretji segment, ki je prav tako izredno pomemben in se v glavnem odvija pred samim sejmom, to so strokovna ocenjevanja. Letos smo izvedli oziroma eno ocenjevanje še stoji pred nami, to je ocenjevanje kmetijske mehanizacije, drugače smo pa izvedli že 5 mednarodnih strokovnih ocenjevanj, med katerimi je prav gotovo najpomembnejša oziroma največja po številu vzorcev ocenjevanje vina pod blagovno znamko Vino Slovenije. Letos pa je presenetilo tudi ocenjevanje medu. Očitno je letos dobra letina tudi za čebelarje, tako da smo imeli na letošnjem ocenjevanju medu blizu 300 vzorcev medu, kar je seveda svojevrsten rekord. No, pomemben del sejma, ki se odvija v času sejma, so pa strokovni posveti, predavanja, okrogle mize, B2B srečanja in tako naprej. Tudi tukaj se bo v letošnjem letu zvrstilo cela vrsta strokovno zanimivih in pa tudi, da ne rečem, politično zanimivih tem, ki bodo obravnavali tako slovensko kot evropsko problematiko. No in na koncu so še obsejemski dogodki, tudi tukaj je Pomurski sejem oziroma Agra poznana, imamo celo vrsto obsejemskih dogodkov od različnih tekmovanj, recimo najobsežnejše prav gotovo tekmovanje sekačev, pa oračev, pa seveda nekateri dogodki se dogajajo tudi izven sejma, to se pravi ampak v času sejma, tako da ta segment je prav gotovo tudi izredno zanimiv. No, jaz bom ostalo prepustil sicer mojima sogovornikoma. Rad bi še mogoče samo izpostavil čisto kratko 2 temi, in sicer eno je državo partner, to je Srbija. Za Srbijo imamo, kot sem že omenil, zelo pestro blagovno menjavo, ki je tam preko 2 milijardi na letni ravni in kar 2/3 predstavlja izvoz, 1/3 sicer uvoz. Z Srbijo pa imamo
tudi mi nekako zgodovinsko zelo dobro sodelovanje in še posebej z Novosadskim sejmom, ki je veljal v Jugoslaviji, bivši skupni državi, kot prvi kmetijski sejem v državi. In moram reči, da smo mi kot Pomurski sejem na tem sejmu tudi sodelovali vedno, tudi od vsega začetka. Moram reči, da je bil moj prvi sejem, ki sem ga kot kmetijski sejem obiskal, Novosadski sejem, in tam smo seveda nagovarjali takrat pred 45 leti in seveda tudi pozneje srbske in jugoslovanske razstavljavce, ki so potem prihajali na naš sejem. Od njih smo pravzaprav tudi povzemali nekatera ocenjevanja, kajti na Novosadskem sejmu imajo številna ocenjevanja, tudi taka, ki jih mi nikoli se nismo lotili. In tako da tudi po tej plati pravzaprav sem vesel, da je letos država partner Srbija, ki je seveda tudi nenazadnje znana kot agrarna država, ima zelo močno razvito kmetijstvo, predvsem sadjarstvo, pa tudi živinorejo. So namreč največji proizvajalci sliv v Evropi, pa tudi malin. In seveda tudi eden izmed večjih proizvajalcev žitaric, predvsem koruze in pšenice. Toliko seveda o Srbiji. In še eno temo, to je, kot veste, mi se na Pomurskem sejmu vsako leto lotimo tudi nekaj novosti. 2 leti nazaj smo naredili kozolec podnebnih sprememb. Lani je to bil medeni hram z medenim svetom oziroma čebeljim svetom. Letos smo se pa lotili nekaj v zvezi z nostalgijo, in sicer smo se lotili razstave stare kmetijske tehnike in orodij. V tem smislu bo na ogled nekje tam blizu 60 različnih starih kmetijskih orodij in tudi deloma strojev, od lesenega pluga do kovinskih pripomočkov oziroma orodij. Tako da mislim, da bo to tudi ena izmed zanimivosti letošnjega sejma. Toliko bi jaz za uvod, več podrobnosti o samem sejmu pa prepuščam razlagi najprej Borisu, potem pa Sandri. Tako da hvala za enkrat. Hvala za besedo. Zdaj, veliko stvari je že naš predsednik povedal. Jaz bi samo še mogoče kaj dodal zraven k samim številkam oziroma k predstavitvi. Seveda, tako kot je rekel predsednik, 1710 razstavljalcev iz 35 držav, od tega imamo kar 14 neposredno prisotnih podjetij iz 14 držav na skupni površini 71.100 kvadratnih metrov. Moram reči, da letošnjo leto so se razstavljalci še posebej, bi lahko rekel, pripravili kar veliko zanimivih novitet, tako da bo kar nekaj, bi lahko rekel, inovativnih rešitev, novih inovacij, strojev, tehnike, tako da res moram reči, da se splača priti pogledati. Hkrati seveda lahko rečem, da bodo vse vodilne svetovne blagovne znamke, kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme prisotne na sejmu. Na voljo bojo seveda semena, sadike, sredstva za prehrano in varstvo rastlin, oprema za živilsko-predelovalno industrijo in gastronomijo. Seveda bo vinska hala bo vabila na kozarček vina in degustacijo seveda najboljših, bi lahko rekel, kleti. Imamo seveda tudi vinski hram, kjer bo možna tudi vsak dan degustacija vin iz ocenjevanja Vino Slovenija. Agrarna tržnica vabi z, seveda, bi lahko rekel, lokalnimi ponudniki za kakšno degustacijo ali nakup. Hkrati seveda imamo tudi medeni hram, kjer bo razstavljena najboljši medovi iz ocenjevanja medu.
ne manjka pa seveda, bi lahko rekel, tudi tistega splošnega dela, za vsakega se kaj najde, tako bomo imeli tudi seveda, kot že tradicionalno, avtomobilski šotor, ker bojo tudi znane avtomobilske blagovne znamke prisotne, seveda zraven k sejmu spada seveda tudi program, gradbeniški program, bi lahko rekel, tudi ogrevanje, hlajenje, fotovoltaika, stavbno pohištvo, tako da tudi tukaj take stvari, tako da dejansko ne more nihče reči, da nekaj na sejmu Agra ne bi bilo za videti. Zdaj, da se vrnem, mogoče že dosti je naš predsednik povedal glede Srbije, države partnerice. Res je, Ministrstvo za kmetijstvo, tudi njihov minister seveda bo na otvoritvi prisoten in njihova gospodarska zbornica Srbije organizirata to predstavitev Srbije, kjer se bo udeležilo 15 podjetij in institucij iz živilske industrije, ekološke pridelave, semenarstva, pakiranja, predelave hrane ter proizvodne opreme. Tako da bo res pestra ponudba, to bojo kar podjetja, ki so kar priznana in zelo, bi lahko rekel, tudi izvozno orientirana in ki iščejo seveda partnerje in zaveznike. Pač moramo se zavedati, da Srbija kot taka država ima tukaj mogoče lahko eno prednost pred nami, imajo seveda prostotrgovinske sporazume, vključno z Evropsko unijo, kakor tudi z drugimi državami, takšnimi, ki bi mogoče tudi za naša podjetja zelo zanimiva, tako da res imajo tu z tega vidika je velik in ogromen potencial. In na to temo bo v soboto na dan otvoritve potekala tudi bilateralna konferenca, oziroma pač dogodek, bi lahko rekel Slovensko-srbski poslovni forum na temo prehranske varnosti in izvoznega potencijala agroindustrije v tej jadranski regiji 2030. Tako da bo to ena vizija, ker bodo tudi zelo močni sogovorniki, tako da bo to zagotovo zelo zanimivo. Potem imamo, bi lahko rekel, tudi tradicionalno že skupinsko predstavitev Avstrije. To organizira avstrijsko veleposlaništvo oziroma Advantage Austria, Ljubljana, gospodarski oddelek avstrijskega veleposlaništva. Tudi tukaj se bodo predstavila podjetja iz Avstrije in tudi tukaj bo seveda možnost mreženja z temi podjetji. V sredo bo že tradicionalno potekalo tudi srečanje avstrijske in slovenske Štajerske, ki ga organizira seveda avstrijska Štajerska, o prisotnosti njihove deželne ministrice Simone Schmidbauer. In tema bo rodovitnost in varnost tal. Potem imamo, bi lahko rekel, že tradicionalno tukaj tudi Madžare. Že od leta 2016 so tukaj vsako leto prisotna tukaj na Agri s svojimi podjetji in inovativnimi podjetji. Organizirajo tudi v torek ob 14:30 uri organizirajo tudi Madžarsko-slovenski poslovni forum, kjer je tudi seveda možnost srečanja gospodarstvenikov na temo inovativnih podjetij. Potem lahko rečem, letošnja novost je skupinska predstavitev Alžirije. To je, bi lahko rekel, kar eksotična država, ki se bo predstavila tukaj tudi z njihovimi, bi lahko rekel, najbolj značilnimi izdelki in podjetji, tako da bo tudi tukaj možnost, oni iščejo seveda poslovne partnerje in uvoznike in tu mislim, da bo zagotovo tudi veliko priložnosti za slovenska podjetja. In seveda tudi tradicionalno se pri nas tudi predstavlja že zdaj zadnja leta, lahko rečem, tudi Senegal, to je tudi afriška država, kjer se bo predstavila tudi z podjetji in z vladno agencijo in tudi oni si želijo seveda medsebojnega sodelovanja in iščejo poslovne partnerje v Sloveniji in sosednjih državah. Potem, kot rečeno že na začetku, veliko podjetij pripravlja kar nekaj inovativnosti oziroma dogajanja, bi lahko rekel, na svojem prostoru. Mogoče bom tukaj omenil tudi OTP banko, ki
bo imela vsak dan različne dogajanja na svojem razstavnem prostoru, od tega, da bomo en dan imeli recimo Time Brewery, potem en dan se bohinjska sirana predstavila pri njih, en dan bo konditus, ponuja vrhunske slaščice, en dan bo hlebček tudi tu, mislim, pravim, tako da bo kar pestro dogajanje. In tudi mogoče kot zanimivost tudi Maribor 24 SI, oziroma 124 SI bo tudi imel recimo v nedeljo na svojem razstavnem prostoru tudi letošnjo udeleženko letošnje sezone Masterchefa Barbaro Ribič, tako da ki bo tudi pripravljala neke kulinarične stvari, tako da bo kar nekaj, bi lahko rekel, zanimivosti se dogajalo na sejmu. Tako da jaz verjamem, da bo kar pestro. Zdaj bi pa jaz mogoče predal besedo sodelavki Sandri, ki bo mogoče še ta institucionalni del, strokovne razstave, strokovni program še bolj objasnila. Tako da hvala za enkrat. Spoštovani predstavniki medijev, veselje mi je, da vam lahko predstavim letošnji bogat strokovni program prihajajočega sejma Agra. Agra že vrsto let dokazuje, da je več kot le sejem, je osrednje stičišče znanja, tradicije in inovacij, ki ga tako kot vedno soustvarjamo skupaj z vodilnimi vladnimi, strokovnimi in tudi stanovskimi organizacijami, na čelu katerih je seveda naše ključno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki se bo to leto osredotočalo na ključna področja slovenskega podeželja in prehrane. V hali A bodo vsak dan potekale tematske predstavitve posvečene gozdarstvu, sirarstvu, oljarstvu, kmetijskim šolam, ribištvu in pa seveda poudarek na ekološkem kmetijstvu. Dogajanje bo tudi na njihovem razstavnem prostoru popestril priznani kuharski mojster Luka Pangos, ki bo kar 3-krat v živo pripravljal sodobne jedi sestavljene iz lokalnih sestavin. Uprava za varno hrano bo s kampanjo Moja žival, moja odgovornost in nagradnim kvizom ozaveščala o pomenu odgovornega ravnanja in skrbništva živali, medtem ko bo pa informacijska točka Agencije za kmetijske trge vedno na voljo za vprašanja obiskovalcev, ki se bodo lahko potegovali tudi za lepe nagrade iz njihovega skladomata. Ob tem pa seveda ne smemo pozabiti na vrsto tehtnih strokovnih dogodkov, in sicer njihov program se prične v nedeljo s predstavitvijo prilagoditev gozdarskega informacijskega sistema. Ponedeljek bo izjemno bogat s posveti o viziji naše kmetijstvo in hrana 2040 in o preprečevanju nedovoljenih ravnanj v prehranski verigi. V torek pa sledi razprava o posledicah Evropske uredbe o krčenju gozdov, v sredo pa srečanje z zamejskimi Slovenci. Svoj pečat zadnja leta sejmu dodaja tudi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Njihov program bodo kronale poškušnje domačih pridelkov in jedi. V ponedeljek organizirajo strokovni posvet o satelitskih tehnologijah za kmetijstvo prihodnosti. V torek okroglo mizo o vinskem turizmu v Sloveniji, v četrtek pa dogodek o priložnostih geografskih označb za slovensko rokodelstvo. V sklopu Ministrstva za naravne vire in prostor se predstavlja skupnost naravnih parkov Slovenije, kar v bistvu kaže na neločljivo povezanost kmetijstva z ohranjanjem naše naravne dediščine. Kot vidite, so ključni strokovni partnerji seveda z nami, med njimi tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, ki sodeluje pri našem pomembnem segmentu organizaciji strokovnih razstav živali. Na svojem razstavnem prostoru pa bo predstavila svoje dejavnosti in pa projekte. V torek pa vas bo povabila na srečanje ob dnevu zbornice s podelitvijo priznanj s kmetije za vas. Sreda je tradicionalno dan zadružnikov, ki je posebej bogata z dogajanjem in podelitvijo priznanj Zadružne zveze Slovenije. Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij bo na svojem prostoru predstavila izdelke različnih podjetij. V njihovi organizaciji bodo potekali tradicionalni posveti, in sicer v ponedeljek zelenjadarski posvet, v torek sadjarski posvet, v sredo srečanje partnerjev Srip hrana in v četrtek posvet o izobraževanju za poučevanje o hrani.
Zavod za gozdove pa ne skrbi le samo za naše gozdove, ampak tudi za naš sejemski gozdno-parkovni nasad. V nedeljo tako pripravljajo že 25. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, ostale dni pa bodo prikazovali spretnosti varnega dela z motorno žago in seveda tradicionalno sodelovali pri zasaditvi drevesa s partnersko državo Srbijo. Čebelarska zveza Slovenije bo v sodelovanju s pomurskimi čebelarji promovirala čebelarstvo in skrbela za paviljon Čebelji svet v Medenem hramu. Zveza slovenske podeželske mladine pa vabi v nedeljo na tržnico mladih kmetov in na igro Odkrij Agro, s katero se otroci v bistvu na zabaven način spoznajo s širino sejma Agra in bo potekala vse dni, za izbrane žige pa si lahko na koncu prislužijo lepo darilce. Kot je bilo že večkrat omenjeno, so nekako, bom rekla, tudi malo srce sejma, seveda živali in pa sejemski vrtovi. Osrednji del tako ostajajo strokovne razstave slovenskih avtohtonih pasem, kjer si boste lahko ogledali govedo, konje, drobnico, pa tudi primerke iz čebelarstva, prerotninarstva in pa ribogojstva. Letos pa bo z namenom zagotavljanja najvišjih biovarnostnih standardov prišlo do prilagoditve dogajanja na maneži. Tam bodo obiskovalce letos navduševali predvsem nastopi konj, medtem ko si bodo obiskovalci govedo in drobnico mogoče varno ogledali v njihovih hlevih. Poudarek razstave živali je na širjenju zavedanja o pomenu naših avtohtonih pasem za ohranjanje podeželja in kulturne krajine. Pri govedu bo letos poudarek na pitovnem programu, v ponedeljek pa bo tradicionalno dan govedoreje, ki bo tokrat s posvetom o genomski selekciji in pa podelitvijo priznanj. Pri konjih bodo predstavljene pasme posavec, lipicanec, slovenski hladnokrvni konj, haflinger, ljutomerski kasač in bosanski planinski konj. Letošnja gostujoča pasma je islandski konj. V soboto in nedeljo pa se nam bosta po dolgem času nas bo s svojim nastopom razveselila kobilarna Lipica. Na torek, ko je tradicionalno dan konjereje, pa svojo strokovno predstavitvijo in podelitvijo priznanj. Vsak dan bodo na maneži potekale predstavitve, vožnje spregov, v ponedeljek in torek pa tudi prikaz priskakovanja ovir. Prašičev tudi letos ne bo, zato bo prašičji hlev prizorišče strokovnih predavanj, v sredo bodo podeljena priznanja vzornim rejam, poskrbljeno pa bo tudi za najmlajše z otroškim kotičkom. Pri drobnici bo poudarek na celoviti predstavitvi živali ter mlečnih in mesnih izdelkov, ki jih boste seveda lahko ne samo si ogledali, ampak tudi poskusili. Tradicionalno je sreda dan drobnice, ko poteka tudi podelitev priznanj. Sejem bodo spremljali tudi razstave malih živali, rib in pa enodnevna predstavitev kraških ovčarjev, ki bo v sredo. Poleg živahnega sejemskega dogajanja na sejmu Agra, pa Agra ponuja tudi prostor za umiritev in razmislek in v ta del vabi Permakulturni center Pomurskega sejma, za katerega radi rečemo, da ta del sejma diha drugače. Je prostor za izobraževanje, svetovanje, nove ideje za dolgoživo bivanje na našem planetu in v bistvu predstavlja edinstven primer sodelovanja vladnih in nevladnih organizacij, ki je v bistvu redek tudi v mednarodnem merilu. Pri nas ga imamo na sejmu Agra. Center temelji na etiki skrbi za zemljo, za človeka in za pravično delitev in si prizadeva za večjo prepoznavnost trajnostne kulture in pa intenzivnejši razvoj tržnega vrtnarjenja v Sloveniji. In v tem duhu bomo letos premierno obeležili tudi prvi ekopraznik. To bo dan, ko bo posvečen slavljanju ekološkega kmetijstva in v bistvu trajnostnega načina življenja. V okviru tega praznika vas bo pričakala bogata ekotržnica s ponudbo ekoloških in biodinamičnih kmetij. Za razvajanje brbončic pa bo poskrbela kulinarična ponudba, v kateri boste med drugim našli okusno obaro z jagenjčkom, hrustjav langaš in pa seveda slastne ajdove palačinke. Seveda pa je Agra tudi doživetje. Na sporedu bodo tako državno sekaško tekmovanje, tekmovanje v plesanju polke, vlečenju vrvi, srečanju starodobnikov Štajer in pa Agra Cup, kjer bodo otroci tekmovali letos prvič v molži kravice, odrasli pa v vezanju žitnih snopov. Obenem se bodo vrstile pokušnje nagrajenih izdelkov z ocenjevanj Agra in z ocenjevanja Vino Slovenija,
tudi v družbi naše vinske kraljice Slovenije leta 2025 Nino Polanec. Borbončice bo seveda kot vedno razvala pestra gostinska ponudba, na voljo bodo strokovni vodeni ogledi, za fotografiranje vabi vse obiskovalce na 3D Art muzej, za najmlajše pa bodo tu otroški kotički, ki se nahajajo v prašičarejskem paviljonu, v hlevu avtohtonih pasem in pa permakulturnem centru. Letos pa je ponovno zelo velik Luna Park, kjer ne bo manjkalo napihljivih igral, vrtiljakov in pa lahko rečemo tistih legendarnih butkačev. Za konec pa mogoče še nekaj praktičnih informacij. Sejem bo odprt vsak dan med 9 in 18 uro. Cene vstopnic se gibljejo od 5 evrov za šolske skupine do 10 evrov za odrasle. Na voljo so seveda popusti za upokojence, družine in spletni nakup. Za otroke do 6. leta in invalide je vstop brezplačen, parkirišče pa je tudi brezplačno na razpolago. Ker je ponavadi nedelja tista malo bolj intenzivna, bo tudi letos organizirano brezplačna krožna vožnja od parkirišča pri podjetju Arkon do sejmišča. Obiskovalce iz malo bolj oddaljenih krajev pa mogoče vabimo, da se sejma udeležijo skupinsko s turistično agencijo Slot Tours. Obenem pa ne pozabite sodelovati v veliki nagradni igri, ki jo pripravlja Relax Turizem v sodelovanju z Radiem Slovenske Gorice. Potegujete se lahko za privlačne nagrade in sicer za počitnice na Kanarskih otokih, v Črni gori ali za kulinarično potepanje po Srbiji. Hvala za vašo pozornost. Vse podrobnosti o programu, razstavljalcih in dogodkih pa vabimo, da obiščete spletno stran sejma Agra in vabljeni na sejem Agra 2025.